Dobrodošli na webinarju Od prodajalca do pisca, ali tudi majhna podjetja lahko pišejo dobre vsebine. Jaz sem Darja Grabelšek, prihajam iz podjetja Povej šefu. Mi pa se ukvarjamo s tem, da našim naročnikom pomagamo nehati izgubljati stranke. Malo več o tem, kaj delamo, boste pa tudi izvedeli tekom celotnega seminarja, webinarja. Za začetek bi rada povedala par besed o meni. Septembra 2009 sem diplomirala na ekonomski fakulteti in avgust tega leta je bil za mojo mati zelo mučen mesec, zato ker sem jo gnavila, da 3-krat prebere mojo diplomsko nalogo. Še danes, ko beseda nanese na mojo diplomsko nalogo, se mami prime za glavo. S tem hočem povedati, da očitno 5 let nazaj nisem bila neki prida pisec, da bi nekako z veseljem bral moja besedila. In še nekaj hočem s tem povedati. Nisem študirala slovenščine ali pa kaj podobnega, torej nimam nekih osnovnih super predispozicij za pisca. Na netu tudi ne boste našli kakšnih mojih starih osebnih zapisov na blogu ali pa kaj podobnega, ker res do nedavnega, do par let nazaj nisem nikoli o tem niti razmišljala, niti temu posvečala kaj mojega prostega časa. Leta 2012 sem se zaposlila v Frodixu, to je danes naše partnersko podjetje, in že takrat je bil vsebinski marketing v Frodixu nekaj samoumevnega, čeprav temu še nismo tako rekli. Direktor Igor je vsak teden napisal en zapis na blog in tudi vseeno zaposlene spodbujal, da sami kaj napišemo. Ampak, kakor sem rekla, jaz se nisem nikoli počutila nekako poklicano za pisanje, tako da se tega nisem lotila, dokler to ni bilo treba. In to je pač enkrat postala moja naloga. Septembra 2013 se je Igor odločil, da zdaj pa mi rabimo en tedenski mailing in po nekem ključu je naloga padla name. Jaz sem tudi v Frodixu delala v prodaji, nismo imeli nekega pisca drugega kakor Igorja, tako da nekako ta tedenski mailing sem jaz fasala, če temu tako rečem. In tole je en primer teh mailingov. Jaz recimo, ko pomislim nazaj na ta čas teh tedenskih mailingov, zmeraj, ko se spomnim na ta mail, si mislim, wow, takrat sem se pa res potrudila, to je bil pa res super mailing. Ne vem, same dobre stvari. Ampak prav nedavno sem šla pogledati ta mailing, pa sem pogruntala, da ja, okej, saj ima nekaj dobrih točk, ampak da ni bil toliko top, kakor sem jaz takrat mislila. Cilj mailinga je bil nekako spromovirati našo storitev, takrat imenovano Frogsme, ki še danes deluje, danes jo pač imenujemo Povej šefu kjerkoli. Pomaga pa vodjem klicnih centrov izboljševati kvaliteto dela njihovih operaterjev. In okej, bila sem v Frodixu že nekaj časa, vedela sem, da če hočem nekaj spromovirati, prva stvar, kar moram narediti, je, da moram ustvariti eno zgodbo. Pač, če bi jo samo napisala, ja, pač imamo tole storitev, ful vam bo koristila, pa to poslala tudi na vse vodje klicnih centrov, vprašanje, kdo bi takrat prebral ta mail. Zato sem začela ta mail zgodbo. In zgodba je bila, pokličeš na klicni center in pač si 10. v vrsti in bla, 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 se veste, kako to gre. Če ne veste, si pa preberite tale mailing zdajle. In okej, to je prva stvar. To je stvar, ki se še zmeraj recimo držim. Tako da to v tem mailingu je čisto štima. Zgodbe pač pritegnejo bralce, ne pa neka suhoparna besedila ali pa neka besedila, kjer pač ti hočeš povedati, kjer pač ti hočeš povedati nekaj, pa ne vem, tak najbolj tehničen ali pa ne vem, nezanimiv za bralce način. Pač zgodbe so tisto, kar si ljudje zapomnimo, ne pa nekih besedil. Druga stvar, ki je bila tudi v tem mailingu v redu, je, da smo vključili nek CTA. Želeli smo si, da oseba prebere mailing, okej, to je nek njen prvi stik s tem, kar mi počnemo ali pa s to storitvijo, ampak da ima neko možnost, če jo zanima več,
da gre lahko pogledati na spletno stran ali pa nekam in si o tem več prebere, da ima možnost nekega nadaljnega raziskovanja, če sem jo uspela s tem mailingom prepričati, da pač imamo nekaj zanjo. In to je bil pač ta hitri vodič na koncu. Zdaj, zakaj omenjam, da je vključi CTA nekaj, kar je fino dati v mailing? Zato, ker jaz sem mogoče to takrat vedela, ampak sem kasneje tudi kdaj pozabila. Tako da moja pot poslovna recimo se nadaljuje s tem, da smo se v Frodixu ločili na 2 podjetji. Frodix pač dela, kar verjetno veliko bolj poznate kot Povej šefu. Od januarja 2014 je Povej šefu pač svoje podjetje in mi se ukvarjamo izključno s temi našimi storitvami za merjenje zadovoljstva strank. In jaz nekako nadaljujem to mojo pisalno pot v Povej šefu in tudi tukaj smo nekako pričeli s tedenskimi nasveti, ki pač so zdaj že postali čist stalnica. Tole je primer tedenskega bloga iz junija 2014, tako da to ni prav nedavno nazaj, ampak tudi v temu tedenskemu mailingu bloga sem našla kar nekaj napak in do danes sem jih že pač poskušala izriniti iz mojih mailingov. In prva ta napaka je, ki sem že prej omenila, kje je CTA, zakaj nisem tukaj dala CTA-ja. V resnici CTA je tule noter, call to action, samo vi, ki verjetno me spremljate preko webinarja, ga verjetno niti ne vidite, zaradi tega, ker sem napisala toliko veliko teksta in sem ga nekam v ta tekst skrila in Bog ve, če ste ga opazili. Skratka, CTA je tam spodaj sicer napisan, da me pokličite, če vas zanima kaj več, ampak ni to nekako dobro zasnovan CTA ali pa tak, ki bi prinesel rezultate, ki me ni noben poklical. Tako da, spet, vključi CTA v mailing, to je en nasvet, ki bi ga danes rada dala. Druga stvar, kakor sem že rekla, besedila je veliko. Jaz se zmeraj nekako trudim, da bi napisala čim bolj kratko besedilo, ampak mi ne uspe vedno ali pa se vedno ne potrudim toliko, kot bi se mogla. In tukaj se recimo nisem. Zakaj je pomembno, da se piše kratka besedila? Mailing gotovo ni kraj za dolga besedila ali pa za veliko različnih vrst besedil, slik, tekstov, česarkoli. V mailingu pač moraš priti do tega, da je en jasen call to action, neka jasna zgodba in da si to človek zapomni. Če nabutaš veliko besedila, največja verjetnost je, da ga noben ne bo bral. Ker koliko besedil je na internetu v vaših mailih, koliko mailov vi dobite, ki so veliko bolj pomembni kot en tedenski newsletter enega podjetja. In če bo ta dolg in na prvi pogled neprivlačen, da vas ne ujame v unem prvem, uvodnem besedilu ali pa sploh v subject lineu, kakšna je verjetnost, da ga boste prebrali? Majhna, ker noben zdaj nima časa za to, da bi bral neka besedila, ki ga niti ne zanimajo prav. In en dober nasvet je, ki sem ga dobila večkrat, je krajšaj, dokler pač nimaš nič več za skrajšati. In to velja tudi pri uporabi besed. Zdaj, čist pravilno je, da recimo napišeš, med seboj smo primerjali hruške in jabolke, ampak zakaj ne bi napisal, primerjali smo hruške in jabolke? Ali pa v mesecu septembru smo delali to pa to, septembra smo delali to pa to. Vsaka beseda, vsak stavek, ki je nepotreben, ki ga lahko napišeš na krajše, daj ga ven. Krajše je, boljše je. Tako da to je drugi nasvet. Tretji nasvet, pišite kratka besedila. Zdaj, četrti nasvet je, piši preprosto. Zakaj? Hitro te lahko zavede, da bi uporabil kakšne žargonske ali pa recimo trendovske izraze. Zdaj, še posebej, če misliš, da bo zdaj izpadel bolj strokovnjak, ker boš uporabljal neke zelo zakomplicirane besede.
Moje mnenje je, da ne, a ne. Večina od nas se ne počuti prav dobro, če bere besedila, kjer je polno nekih izrazov, ki jih ne pozna. Zdaj, mogoče bo šel enega pogooglati ali pa mogoče dva. Ampak, če bo tekst nabit s takimi izrazi, bomo vsi slej ko prej prekinili, zaradi tega, ker, hvala lepa, jaz ne razumem, kaj mi hočete povedati in se ne bom s tem ukvarjala. Verjetno je na to temo, ko sem jaz pisala, še marsikatero besedilo in bom šla raje brati neko besedilo, ki bo preprosto, ki bo uporabljalo take besede, ki jih tudi jaz razumem vsak dan. Še en svet je, ki se ga probam držati, že odkar sem prišla v Frodex, ker imamo pač kar visoke standarde tukaj, kar se tega tiče. In to je, da pišeš pravilno. Spet, kakor sem rekla, v moji diplomski nalogi se to ni najbolj izkazalo, zato so jo mogli tudi drugi brati, ker jaz za vejce nisem bila nikoli talentirana ali pa nisem imela tega posluha in tudi marsikaj sem mislila, da obstajajo besede ali pa sem mislila, da je pravilno, da se piše, pa ni, Zdaj, tukaj res, da sem imela eno olajševalno okoliščino ves čas mojega, ne vem, temu bi rekla pisalne poti. In to je, da sem imela sodelavko Jernejo, ki je moje tekste pregledovala in me stalno opozarjala na to, da imam to, ono in tretjo napako, Ampak, okej, nima vsak svoje Jerneje in marsikaj si lahko pomagaš tudi že z Googlom. Recimo, kolikor, naj vam povem, meni je Jerneja, ampak ne, zdaj jaz delim z vami to moje znanje, kolikor pač je hrvatizem in to ni izraz, ki bi ga uporabljali v mailingih, tudi če pogooglamo, kolikor prvi zadetek pravi, da pač se ga ne uporablja več v slovenskem jeziku. Zdaj, okej, malo lahko pomaga Google, lahko pa tudi razni drugi servisi. Recimo, jaz sem prijavljena na en newsletter od abecednik.si, kjer vsak teden dobim en nasvet, kako bolj pravilno pisati ali pa kaj je pravilno pisati, kaj ni pravilno pisati. In verjamem, da je tega na internetu še marsikaj, tako da tudi če nimaš svoje Jerneje, za katero sem jaz sicer ful hvaležna, si lahko drugače pomagaš, Je pa tako, da po mojem mnenju, če ne pišeš pravilno, če ne uporabljaš, če ne postavljaš vejic pravilno, če uporabljaš izraze, ki niso temu namenjeni, izpadeš manj strokoven, izpadeš pač, ne vem, domače rečeno šalabajzer. Tako da, po mojem, tudi če nisi nek zelo nadarjen pisec, je fino, da daš vsak tekst vsaj čez nek spelček, da se potrudiš maksimalno, da upoštevaš slovnična pravila in da probaš pisati čim bolj slogovno lepo, ker pač to naredi nek vtis na bralca. Zdaj, še nekaj bi vam rada povedala v zvezi s temle mailingom, pa ni toliko ključno povezano samo z pisanjem. Videli boste vnaprej, bom pokazala še en drug mail, kjer sem odstranila tole zgornjo slikico oziroma sem jo zelo minimalizirala. To pa zato, ker se je treba zavedati, da vedno več je branja mailov na mobilnih napravah in tudi tam je zelo pomembno, da je čim bolj kratko vse napisano, ne samo napisano, ampak da so tudi slike pač majhne, Zdaj, kakor sem rekla že enkrat v času tega webinarja, začetek je tisti, ki privabi bralca do tega, da bo bral naprej. Če on odpre mailing na telefonu in vse, kar vidi, je ta moja začetna slika in mogoče prvi stavek pozdravljeni, mogoče ga bo že to odvrnil in sploh ne bo šel brati prvega stavka. Zdaj, jaz sem ostala pri tem, da imam nek header, neko glavo, ampak sem jo kar zminimalizirala na to, da sam povem pač ta ključen slogan našega podjetja, naš logo in to je to. Ni nekih nepotrebnih slikic, da čim prej prideš do tega bistva besedila, ki bo, upam, da pritegnil moje bralce, da bojo brali naprej. Zdaj,
še en dober nasvet ali pa skoraj mogoče eden od najbolj pomembnejših tega webinarja je, da pišeš za svojo publiko, da se zmeraj probaš nekako spraviti v položaj tistega, ki bo prebral tvoj mail. Če bojo dobivali neke nasvete, ki niso sploh relevantni, ki so napisani za čist nekoga drugega, ki ne vem, nimajo nič skupnega z njimi, pol slej ko prej jaz vem, da se bojo od mojih nasvetov odjavili. In to velja pač za vsa besedila. Recimo tole je primer enega promocijskega mailinga, se pravi ni tedenski mail, ki sem ga napisala za tehnične preglede. Se pravi, za tiste, ki bi mogoče, ki imajo tehnične preglede in jaz upam, da bi jim naša storitev koristila ali pa jaz vidim neko korist za njih. In sem se res probala nekako spraviti v njihov položaj in jim probati dati neko koristno vsebino, nekaj, kar mogoče oni vejo ali pa tudi ne vejo, niso nikoli razmišljali o svojem biznisu na tak način, kakor ga mogoče jaz vidim, in jih s tem probati privabiti do tega, da berejo naprej. Če bi jim poslala en splošen mailing, kjer bi samo zamenjala, ne vem, vaše podjetje z vaši tehnični pregledi, se lahko pretvarjam, da sem zelo pač personalizirala mailing za tehnične preglede, ampak splošen mailing, ki so neke splošne težave, prinese pač neugodne rezultate, ali pa zelo veliko manj ugodne rezultate, kakor če ti enemu napišeš direkt to, kar misliš ali pa kar ti razumeš, da bi njega lahko spodbudili v branju, kar je njegov problem. Tako da to je, kar se tega nasveta tiče. Zdaj, naslednji nasvet, ki se mi zdi zelo fin, je, da probate z vsebino olajšati delo prodajalcem. Marketing v osnovi, po mojem mnenju, je sam neka predpriprava za to, da prodajalec lahko pride in reče, evo, to je to, dajva se zmeniti, čim bolj konkretno, samo one malenkosti. Če je nekdo na tedenskem mailingu, če nekdo tedensko bere bloge, je delo marketinga ali pa namen marketinga v tem, da bomo marketing preko nekih zgodb in različnih primerov in referenc sam proba pokazati vse argumente, zakaj se odločiti za našo storitev, oziroma vrš vse argumente, ki jih pričakuješ, ki bi jih prodajalec lahko dobil na sestanku. In mogoče je tukaj meni malo lažje, ker hkrati še zmeraj se tudi ukvarjam s prodajo in dejansko črpam nekako ideje za moje mailinge iz tega, kar vidim, da na tržišču pač deluje, ali pa kar vidim, da kje imam težave. In pač napišem pol en blog, zato, čeprav nikoli ne napišem, kaj je dejansko bila neka spodbuda za to, da sem jaz pisala. Recimo, tukaj je bil ta primer, meni velikokrat rečejo, mi pač imamo storitve za merjenje zadovoljstva strank, ki so mišljene kot storitve, ki se nudijo za daljše časovne obdobje. Mi pač ne delamo enkratnih anket. In meni velikokrat rečejo, ja, zakaj pa bi jaz uporabljal to vašo storitev 1 leto, to je pa meni čisto brez veze. Pač, okej, razumem, imam argumente, jih bom predstavljala. In sem jih pač predstavila recimo v temle mailingu in kasneje tudi napisala blog, ki je pač v bistvu neka razširjena oblika tega mailinga. Zdaj, pri vsem tem je pomembno, da je tudi struktura mailinga nekako taka, da prideš do tega, kar želiš, da bralce spraviš do tega, kar si pač želel povedati, ali pa da ga spraviš do tega, da bo dejansko pač kliknil na ta tvojca, ne vem, si prebral več, šel na spletno stran, da bo dejansko razmišljal o tem, kaj si napisal. In zato je pač smiselno tudi malo razmišljati, da ni zdaj vse, kar sem rekla, pač namešaš v mailing in to je to, ampak da začneš z nekim uvodom, da bo pritegnil naprej bralca
poveš neko težavo, ki upaš, da se bo poistovetil z njo ali pa jo bo, ne vem, ga bo zanimala, mu predstaviš nek rešitev ali pa neko referenco, zakaj pravim tako, kot pravim, nisem se to glihkar zmislila, in nekako na koncu zaključiš z nekim zaključkom, ki bi ga mogoče pripravil do tega, da razmišlja naprej. In nekako še zadnji nasvet, ki bi ga rada dala, je, da se izpostaviš. Spet najlažje je napisati mailing ali pa promocijski mail ali pa blog, pa se spodaj podpisati ekipa povej šefu. S tem nikoli ne bo rekel noben, ta Darja pa piše neumnosti. Ali pa s to Darjo se pa res ne strinjam. Noben ne bo mene osebno užalil, ker nisem se nikoli izpostavila. Ampak čisto drugače je brati mail ali pa blog od neke osebe, kakor od neke organizacije. Kdo je ta organizacija? Jaz ne vem. Zakaj ta organizacija meni piše? Ali me briga ta organizacija? Nekaj drugega je, če Darja meni piše. Kaj pa mi Darja piše? Ok, vsi vemo, da mailingi se pišejo za eno bazo strank, ampak jaz zmeri pač probam, ne vem, vse polinkati v blogih. Lahko greste pogledat moj LinkedIn profil, glejte, takšna sem na moji spletni strani, mislim na naši spletni strani, če jo pogledate, vidite večkrat mojo sliko, zato, da sem jaz človek, da sem taka, kakor ste vi bralci, pač nisem tam nek, ne vem, kakšen strokovnjak, high class, ne vem kaj, pač taka sem, kakor vi, pokličite Darjo, če imate vprašanja, narediš se pač takega človeka, da se pač ne počutiš, da se ne počutijo bralci, kakor da sem pa jaz zdaj en pridigar, oni so pa nekaj manj kot jaz. In tudi, kar se tega tiče, se mi zdi fino, da pač se izpostaviš tudi v nekem svojem slogu. Zakaj bi sledil slogu nekih drugih ljudi, pač probi se izpostaviti v svojem slogu, zato da se ljudje pač tega navadijo in pač probi nekaj sebe dati v bloge. Tudi če jaz se sam podpišem Darja, pa če pišem kar nekaj drugega, pa me nekdo dejansko spozna v resnici in vidi, da eno z drugim ne gre skupaj, nisem nič pametnega naredila. Če me pa nekdo spozna v mailingih, pa me pol vidi v resnici kot prodajalko, pa vidi, da so da sem to res jaz, pa verjetno bolj zaupal temu, kar sem jaz prej napisala, ne bo mislil, da je pač to samo prepisano iz nekih angleških strani ali pa da to zdaj nek ghostwriter zame piše, jaz pa nimam pojma o tem. Pač fino je, da se izpostaviš, in jaz nisem imela zaenkrat še nobenih težav zaradi tega ali pa ne vem, nekih negativnih posledic. Evo, to je nekako to, kar se mene tiče. Če sem vas prepričala, se lahko prijavite danes na Povej šefu novice in že jutri boste dobili eno novico na vaš mail naslov. Lahko pa si tudi preberete kakšne moje bloge, pa preverite, če vse to, kar sem vam danes povedala, res drži. Tako da povejšefu.si.